Pozdravljeni, moje ime je Boris Hanjak, sem direktor Sinovoje Maribor in soavtor te razstave. Razstava ima naslov sicer na prvi pogled zelo preprost, fotografije iz Auschwitza. Konkretno gre pa za nekaj, kar je pravzaprav zelo pomembno in zelo tipično za Auschwitz. Namreč Auschwitz je bil, seveda, kot je precej dobro znano, največje delno uničevalno taborišče nacistične Nemčije. Ne eno, ne drugo ni postal takoj, postopoma, ampak imel je dve še dodatni izjemnosti znotraj sicer grozljivega vesolja nacističnih taborišč. To je bilo namreč edino koncentracijsko taborišče, kjer seveda taboriščniki so bili številke, kot so drugod, ampak glede 1942 so vsem taboriščnikom vtetovirali številko. Vzrok je bil seveda izjemno visoka smrtnost v Auschwitzu, tudi primerjal z drugimi taborišči. Druga velika posebnost Auschwitza pa je to, da so prvotno in do leta 1943 vse taboriščnike, ki jih niso ubili takoj po prihodu, torej tiste, ki so dobili taboriščne številke, fotografirali. Na takšen način, ko vidimo tule ta primer, se pravi s treh poz. Na teh fotografijah je potem seveda vedno v levem kotu označeno, da je to v Auschwitzu bilo posneto, in pa potem kategorija. V tem konkretnem primeru gre za politični häftling, torej političnega taboriščnika, v tem primeru pomeni Slovenec. In pa seveda običajno se potem tudi vidi to, kako je ta številka na seveda posameznikovem obleki, kar je to bilo običajno. Ne vidimo vtetovirane, čeprav je ta zagotovo to že imel, ker je prišel sredi leta 1942, ko je to bilo značilno. Zdaj, zakaj točno so te fotografije nastale, ni čisto jasno. V vsakem primeru pa kljub temu, da je torej po letu 1943 niso več čisto vseh fotografirali, so še vedno nekatere skupine fotografij. Nastalo je torej nič manj, nič več kot 200.000 fotografij taboriščnikov o prihodu v Auschwitz. To je seveda manjši del od 1,3 milijona ljudi, ki so bili poslani v Auschwitz, ampak morate se zapomniti, da je od tega 1,3 milijona 900.000 za temi vrati smrti v Birkenau bilo ubiti takoj po prihodu. Kar pomeni, da tisti, ki so res lahko potencialno dobili torej taboriščne številke, oziroma so dobili in bili fotografirani, samo 400.000, torej še vedno bila polovica vseh, ki so bili taboriščne številke, seveda fotografiranih. Ko so se nacisti odločili za evakuacijo Auschwitza 17. januarja 1945, je bil izdan ukaz, da je treba vseh teh 200.000 fotografij uničiti. Fotograf, taboriščnik Viljem Braze, ki je naredil večino teh fotografij, tega ukaza ni izvršil v celoti in zato se je okrog 39.000 fotografij ohranilo. Med njimi je, po sedaj znanih podatkih, vsaj okrog 800 fotografij Slovencev. Nažalost, nismo zaenkrat še ugotovili nobenega slovenskega Roma ali slovenskega Juda na teh fotografijah, so pa na teh fotografijah torej številni Slovenci in pa predvsem Slovenke, ker je to značilnost. 2/3 taboriščnikov v Auschwitzu so bile Slovenke, torej ženske in ne Slovenci. Čisto na začetku je torej fotografija neznanega taboriščnika iz Gorenjske. V Auschwitz je prišel preko begun. Njegova identiteta ni znana in mene izmed želja te razstave je, da morda se ob tej priložnosti njegova identiteta razkrije. Kar je sicer želja tudi za to, da seveda vse tiste fotografije, ki še niso identificirane, v neki prihodnosti bodo predstavljene in da bomo na ta način, ko smo zdaj tu samo nekatere posamezne primere predstavili 110 drugih taboriščnikov. Družina Klačun iz Nazarja je ena izmed tipičnih žrtev nacističnega nasilja iz leta 1942 na Slovenskem Štajerskem. Žal, takšnih in podobnih zgodb, kot je tukaj predstavljena, je vse preveč. Je pa ta seveda zanimiva iz več vidikov, ker je šlo za seveda več družinskih članov, ki so bili pripravljeni v Auschwitz, ker se je ohranilo gradivo, dopisnica mame, ene izmed ukradenih otrok, ki nam je to posredovala. No, torej vidimo tisto, ki je bila osnova za zgodbo, Angela Klačun. Družina je sicer imela 8 otrok, 5 od teh jih je živelo v začetku vojne še vedno v istem gospodinjstvu in mlajši brat, sicer Max, je bil eden izmed prvih sodelavcev OF, bil je razkrinkan, ustreljen kot talec in potem kot posledica tega, torej njegova sestra, mlajša sestra in starejši brat, so bili poslani v Auschwitz. Mlajša sestra Amalija in starejši brat Franc sta preživela manj kot 2 meseca v taborišču Auschwitz in njuno usodo med vrsticami sporoča edina takrat še živeča Angela Klačun v tej dopisnici sestri, ki je živela v Slovenj Gradcu, ki je sporoča, v prvem stavku sporoča, da sem jaz zdrava. Zakaj je ta jaz poudarila? Seveda sestra vedela, da so trije, in če samo ona zdrava, potem pomeni, da najbrž seveda vrstica hotela povedati, da ostala dva več nista bila živa. Bila pa je Angela Klačun tudi mati samohranilka takrat enoletne Milene
Milena je bila kot mnogo drugih otrok ukradenih otrok in poslana preko Fronleitna taborišča severno od Gradca v taborišče Neustift na Bavarskem, kjer so bili otroci njene starosti. To je fotografija velike skupine ukradenih otrok. Milena je tale deklica z prstom v ustih. No in varuška, ki jo tukaj vidimo, Pavla, kralj, kasneje poročena Donovšek, je tu na tej fotografiji sicer že 17-letnica, ampak je tudi bila ukradeni otrok. Torej v tem primeru vse osebe na tem posnetku so ukradeni otroci. Milena je vojno preživela, njena mama Angela pa ne. Ostala je živa do maja 1943. Ohranila so se pričevanja njenih preživelih sojetnic, da je bila ena izmed tistih, ki je bila najbolj motivirana, ki je mnogim drugim sojetnicam pomagala, ampak na koncu je tudi ona postala ena izmed mnogih žrtev Auschwitza. Zgodba Pohorskega bataljona je zagotovo ena izmed najbolj znanih partizanskih zgodb druge svetovne vojne. Zagotovo vsaj na Štajerskem, se pa mi zdi, da tudi širše. Vzrok zagotovo ni v tem, da je ta vojaška enota zelo dolgo časa delovala. Delovala je pravzaprav malo več kot 4 mesece. In seveda tudi sam obseg njenih akcij ni mogel biti zelo velik, si lahko predstavljamo, ker je seveda število borcev bilo v največjem 90. Glavni vzrok, zakaj je ta enota tako znana, je pa to, da je deloval v času najhujšega nacističnega nasilja na Štajerskem na takrat najbolj težavnem območju, torej na območju v neposredni bližini Maribora, Celja. In pa seveda, ker je ta enota, veliki meri, ne čisto vsi, 8. januarja potem junaško padla v zadnjem boju do zadnjega boja. 69 jih je torej padlo v zadnjem boju, en sam je preživel, pa tudi tega so kasneje potem ustrelili kot talca. Nesporno najbolj znana oseba iz tega bataljona je Alfons Scharch, že markantna pojava pred drugo svetovno vojno. Tukaj vidimo z družino pred domačo hišo na Lubnici nad Rušami, to je njegova žena Elizabeta in pa takrat 7 otrok, kasneje se živela tudi 2. Najstarejši, ki so tudi za našo zgodbo naprej pomembni, so v ozadju Lojzek, Pepček, Vanček. No in Scharch, ki je bil predvojni sokol, je v začetku okupacije bil zaprt, potem pa seveda, da bi se izognil nadaljnjim preganjanjem, odšel v ilegalo. In ko so poleti 1942 aretirali torej znane pristaše OF oziroma partizanov, čeprav Scharch takrat še ni bil partizan, so prišli tudi po njegovo družino. Scharch sam je bil v tistem trenutku v domači hiši, skril se v bunker, skrivališče, ki je bil v hiši. Nemci so torej speljali njegovo družino, ženo, 8 otrok, 9. hčerka je bila pri sorodnikih, no in tako je torej žena in za temi 8 otroki prišla v zbirno taborišče v Celju. Scharch pa se šele potem pridruži partizanom. Mama oziroma žena Elizabeta je bila poslana takoj v Auschwitz, to je ena fotografija prihoda v Auschwitz 10. augusta 1942, bila je del tega največjega transporta Slovencev iz Štajerske leta 1942, no in zanimiv detalj, da čeprav v tem transportu bilo več kot 500 moških in žensk, se samo za 3 iz tega transporta niso ohranjene fotografije. Zato se tudi fotografija Elizabete Scharch. Ena kategorija, jasno napisana, politične Häftlinge, torej politična zapornica, Slovenije, številka 16502. No in v samem Auschwitzu je Elizabeta Scharch bila med tistimi, ki so celo nekaj dlje časa preživeli. Torej preživela je 3 mesece. Namreč, ko so ti največja skupina slovenskih taboriščnikov prišlo, je bilo ravno čas izjemne umrljivosti zaradi tifusa in zelo veliko jih je zelo hitro umrlo. No, v Elizabetinem primeru se je tudi ohranilo potem pismo, dopisnica, ki ga je pisala Scharchovi sestri, torej svakinji, ki tudi med vrsticami sporoča o razmerah. Otroci, torej 8 od 9 je bilo torej potem ukradenih otrok in bili so poslani v taborišče Fronleitn, kjer so pa potem 3 najstarejši, že menjeni Lojzek, Pepček pa Vanček, pobegnili k očetu in poslali skupaj z njim borci Pohorskega bataljona. Padli v zadnjem boju Pohorskega bataljona 8. januarja 1943. Tu je fotografija mrtvega Scharcha, tu je fotografija mrtvega Vančka in Pepčka, ni se pa ohranila fotografija Lojzeka. Te fotografije niso slučajno nastale, namreč fotografije so nastale po končanem boju, zato ker so nacisti hoteli ne samo identificirati padle borce Pohorskega bataljona, ampak so te fotografije razstavili. Razstavili so v Mariboru, v samem središču, tam, kjer se danes začne partizanska, tudi z sporočilom, da torej kdor se upre nacističnemu režimu, bo doživel takšno usodo. No,
ko se je to zgodilo, mama Šarh več ni bila živa, otroci, ti pet preostalih, so to novico seveda izvedli uradno oblasti, kasneje so bili pa premeščeni potem v posamezna taborišča, glede na svojo starost. In ohranila se je razglednica najstarejše zmiz Srečka, ki je pisal mlajšemu bratu Dragu, seveda v nemščini, kot je bilo ukazano, pod znamko je napisal, meni gre slabo. Noben komentar ni potreben. Vseh teh 5 mlajših otrok Šarhov je preživelo. Bili so potem vrnjeni v Slovenijo oziroma Jugoslavijo in so nameščeni ob prihodu v zbirni center v okoliški osnovni šoli v Celju. Tam točno, kjer so avgusta 1942 živeli mamo. No in ker je torej Srečko bil že 15 let star, je v prvi priložnosti, ko je šel v mesto, pa zagledal na celjski železniški postaji te iste razstavljene fotografije, o kateri smo prej govorili, ki se zdaj razstavljajo takratne oblasti, da želijo, da pokažejo pač junake, ki so padli. No in na ta način je nehote seveda zvedel usodo tako očeta kot 3 starejših bratov. Družina Žmavc je živela v Gornjem Gradu. Oče Franjo je imel majhno trgovino z mešanim blagom, mama Olga, ki je bila po izobrazbi učiteljica, pa se je po poroki začela skrbeti za vzgojo svojih 2 otrok, sina Janeza in hčere Andreje. Čas srečnega in nagajivega otroštva je prekinila 2. svetovna vojna. Oče je bil član Sokolskega društva in tudi koroški borec, predvsem pa zaveden Slovenec, in družina je bila določena za izselitev že leta 1941. Vendar zaradi posredovanja soseda, ki je bil po rodu Nemec, je družina Žmavc ostala v Gornjem Gradu. Nemci so svoje nasilje in agresijo leta 1942 še bolj stopnjevali in očeta Franja je izdal Gornjegrajčan, in sicer, da skriva orožje na dvorišču. Oče Franjo je odšel v ilegalo, Nemci pa so avgusta 1942 prišli po ostale člane družine Žmavc in jih odpeljali v zbirno taborišče v Celju, ki je bilo v stavbi današnje prve osnovne šole. 10. avgusta 1942 so mamo Olgo odpeljali v koncentracijsko taborišče Auschwitz, kjer je po 2 mesecih umrla. Sina Janeza in hčerko Andrejo pa so odpeljali najprej v Frohnleiten, blizu Gradca, tam so jih pa po parih mesecih razdelili. Sin Janez je bil do osvoboditve namoščen v otroškem taborišču za fante od 10. do 14. leta starosti v Kastlu, hčerka Andreja pa v taborišču za deklice od 6. do 14. leta, in sicer v Saldenburgu. Leta 1945, ko je bilo konec vojne, sta oba otroka prišla v Gornji Grad. Srečali so se z očetom Franjem, ki je vojno preživel, in takrat je tudi sin Janez izvedel, da je mama umrla v Auschwitzu, zato mu tudi ni mogla odgovarjati na pisma, ki jih je pisal. Družina Čeplak, po domače Krajnčevi, je živela v Bočni. Oče Franc je bil mizar in te obrti sta se pri njemu izučila tudi starejša sinova, sin Franc in Ivan Mirko, ter ženin sin iz prvega zakona Rudolf Kovšak. Že kmalu po začetku 2. svetovne vojne so se Krajnčevi pridružili narodno-osvobodilnemu boju. Pomagali so zbirati hrano, orožje, sodelovali so tudi pri oboroženih akcijah, vendar bili so izdani.
Junija 1942 leta so Nemci prišli in odpeljali v celjski zapor Stari Pisker sina Rudolfa ter ga 7. julija 1942 ustrelili kot talca. Isti dan so prišli v Bočno ter odpeljali z hiše Čeplakovih sina Franca in Ivana Mirka, ravno tako v celjski zapor Stari Pisker in ju 15. avgusta 1942 ustrelili kot talca. V začetku avgusta so Nemci odpeljali še preostale družine Čeplak v zbirno taborišče v Celje. 10. avgusta 1942 so mamo Marijo, očeta Franca in hčerko Anico odpeljali v koncentracijsko taborišče Auschwitz, mlajša Čeplakova otroka Frančiško in Jožeta pa kot ukradene otroke v otroška taborišča po Nemčiji. Hči Anica in mama Marija sta v Auschwitzu ostali do 19. marca 1944 leta, potem pa so jo odpeljali v Ilsenburg v Nemčijo. Tam sta se jim pridružila še hčerka Frančiška in sin Jože. 20. julija 1945 leta so se skupaj vrnili na požgan dom v Bočno. Oče Franc je umrl v taborišču. Družina Poljanšek je živela v Idriji. Po zasedbi in priključitvi Primorske k kraljevini Italiji so se zaradi nestrinjanja s politično ureditvijo in vedno večje gospodarske krize preselili v kraljevino Jugoslavijo, natečneje v Ljubljano, leta 1936. V Italiji je ostal samo starejši sin Jože, ki je bil poklican v italijansko vojsko. 1939 leta so očetu Ivanu ponudili boljšo službo v rudniku Pečovnik blizu Celja in družina se je preselila v Celje. Sin Franc in hčera Ivanka sta dobila službo v cinkarni. 1942 leta je hčera Ivanka postala mama deklici Jerici in 1942 so se grozote druge svetovne vojne tudi dotaknile družine Poljanšek. Zaradi sodelovanja sina Franca s partizani so ga odpeljali v mariborski zapor in ga tam 8. junija 1942 leta ustrelili. Ostale člane družine Poljanšek, vključno z nekajmesečno dojenčico Jerico, so pa avgusta 1942 leta odpeljali v zbirno taborišče v Celje, ki je bilo v stavbi današnje prve osnovne šole v Celju. In tam so 10. avgusta 1942 leta očeta Ivana, mamo Terezijo in hčerko Ivanko odpeljali v koncentracijsko taborišče Auschwitz, 5-mesečno deklico Jerico pa v otroško taborišče Korensalis v Nemčijo. Po posredovanju Franja Peršiča, kasnejšega moža hčere Ivanke, ki je bil državljan NDH, so leta 1943 iz taborišča izpustili Ivanko, leta 1944 pa se je domov vrnila tudi hčera Jerica. Za Ivankine starše pa je bilo posredovanje žal prepozno, saj sta leta 1942 umrla v koncentracijskem taborišču Auschwitz. Starejši sin je začetkom druge svetovne vojne zbežal iz italijanske vojske in je prestopil k partizanom. Družina Prislan je imela v Gornjem Gradu trgovino, gostilno in posestva. Mama Marija je vodila trgovino že v času Avstro-Ogrske.
Imela je tudi licenco za prodajo tobačnih izdelkov. V trgovini ji je pomagal sin Franc, sin Jože pa je bil učitelj v Črni na Koroškem. Hčerki Iva in Vida sta od leta 1936 vodili svoj turistični penzion v Gornjem Gradu, in sicer v Spodnjem trgu. Ob pričetku druge svetovne vojne je družina podpirala odporniško gibanje. Franc in Jože sta bila potem julija leta 1942 aretirana na Dunaju, prepeljana v Celje in pa ustreljena kot talca v Starem Piskru 15. avgusta 1942. Približno ob istem času je njun brat Boris odšel v nemško vojsko oziroma bil prisilno mobiliziran. Med dopustom je potem pozneje dezertiral, se priključil partizanski enoti in pa spomladi leta 1945 padel v bližini domačega kraja. Mati Marija je bila že poleti leta 1942 izgnana v taborišče Belvedere, pa potem naprej v Zeiligenporten na Bavarsko in potem v Celovec. Iva in pa Vida pa sta bili od julija 1942 zaprti v Celju. Obstaja več pisem, ki jih je Iva pošiljala domov iz celjskih zaporov. Tako da vemo, da je bila v celici številka 50. Vida je bila potem avgusta 1942 deportirana v Auschwitz, kjer je dobila taboriščno številko 17836. Iva pa je bila poslana na grad Borel v zapore in potem decembra 1942 v taborišče v Auschwitz, kamor je prispela 11. decembra. Dobila je taboriščno številko 26683. Ohranjenih je več dopisnic, ki jih je pisala Iva, in sicer tudi s poti v koncentracijsko taborišče. In med drugim piše tudi svoji sestri Veri v Maribor, da so na poti v Auschwitz in pa upa, da bo tam srečala tudi Vido in da bosta skupaj, hkrati pa, da ne bodo ostali tam dlje kot kakšne 3 mesece. Na koncu je še pristavila: jaz sem korajžna. Že 23. marca 1943 je Iva v Auschwitzu umrla. Vida pa je že kmalu, že aprila 1943, pisala sestri Veri in med drugim med vrsticami sporočila, da je Iva umrla. Draga sestra, pošiljaj pakete samo meni. Materi ni treba povedati. Vida je bila potem septembra 1943 izpuščena in je nato bila poslana kot prisilna delavka v Ilsenburg. Nato pa se je aprila 1944 vrnila v Slovenijo. Mama Marija se je vrnila en mesec prej iz Gradca, čeprav sta nekako upali, da se bosta obedve srečali v Gradcu in se skupaj vrnili domov.